V ameriški zvezni državi Kalifornija vsako leto, že 40 let, poteka ena najtežjih ultramaratonskih preizkušenj, ki se imenuje Badwater 135. Prijavi se 100 tekmovalcev in samo 100 jih lahko nastopijo. In tam smo letos tudi Slovenci imeli svojega predstavnika, ki je tudi v studiu. Mirko Bogomir Miklič, dobro jutro želim. Dobro jutro. Njegov tek in podvig pa je spremljala tudi ekipa regionalnega RTV centra v Mariboru. Irena Bedrač in Borut Krojs. Irena bo naredila, oziroma je že naredila dokumentarni film. Sliko je pa prispeval Borut in pa Danilo. Danilo pa je tudi danes v oddaji Dobro jutro za kamero. Danilo bo mahal. Ne bo, pa bo tako. Lepo dobro jutro, čisto vsem. Irena, zdaj pa smo reži proti koncu. Dolina čaka. Dolina čaka, ja. Jutri imamo, bom rekla, takšno predpremiero v tekaškem krogu, torej v Ljubljani, ob 6. zvečer in se res zelo veselim, seveda teh prvih odzivov. Mi smo se, verjamem, potrudili in ker si omenil to najožjo ekipo, morava omeniti še seveda montažerja Igorja Purnata, ki je tu taki član stalne ekipe ultratekaške, dokumentarne. Tako da se res zelo veselim. Potem pa je premiera že kar kmalu na televiziji Slovenija, v drugem programu, in to 19. novembra. Ob 17:55. Ravno sem slišal, Igor se je javil in pozdravlja čisto vse, ki smo v studiu. Bogomir, to je za vas, za vam je 100 maratonov, 10 ultramaratonov, ki so bili daljši od 200 km, ta je 217 bil, Badwater. Je bil ta najtežji? Težko je reči, kateri je težji. Tako, če ima mama 10 otrok, katere ima rajši. Ja, ne gre, ne. Pa ima, kakšenga, ampak ne prizna. Tako tudi jaz, ne. Odličen odgovor. Gledalke in gledalci, predlagam, da si ogledamo čisto kratek izsek, napovednik pravzaprav tega dokumentarnega filma, ki bo naslednjo nedeljo na sporedu na drugem programu. Da sem povabljen na Badwater, sem izvedel na poti v Dolomite na zimski oddih. I love the idea of physically going from one place to another. I describe it as exploring the inner and the outer universes. I think the only way to be truly prepared for Badwater is to spend 2 weeks in Badwater training. Enkrat dol ne moreš teči. Navzdol. Seveda, več detajlov naslednjo nedeljo, že zdaj po sliki, koliko smo videli. Morda nismo povedali, ampak tukaj se temperature posnejo tudi nad 50 stopinj Celzija. In če vemo, da v takšnem vremenu pretečeš 200 km, ali ne vem, zame kilometer, nepredstavljivo, ne? Vse je stvar priprave, treninga, tudi koliko telo prenese. Vsak je iz drugačnega materijala. Močna volja, cilj pred sabo. Moraš biti poseben človek, da se odpraviš na to, ne? Ja. Po domače se reče to koraža. Vsaj koraža. Tako za Ireno, kot tudi za Boruta je že to 4. ultramaratonski dokumentarni film. Ja. Da skrčim. Borut, kako je pri 50 stopinjah, pa pustimo tek, snemat? Vem, kaj me želiš vprašati.
ko smo šli v Ameriko, smo rekli, dobro, pa saj vročina, pa smo pripravljeni, pa se pa je Se tudi Maribor sonce sije, ja, ne? sonce sije, dokler tega ne doživiš, ne moreš vedeti. Lahko se pripravljaš v savni, v vročini, gor, dol, levo, desno. Tam je pač drugače. Mogoče še malo napora, pa tistega pričakovanja, kaj se bo zgodilo, kako je. Soočaš se z nečim, kar ne doživiš, dokler nisi tam. Ti psihično, ti glava neha v narekovajih delovati, ali je telo tako izčrpano, da več potem nič ne deluje, ali kaj je? Ne, tudi za nas, ne, tako kot za Mirka, je to ne bilo neko novo področje. Tam še nismo bili prej, ne poznamo, kako funkcionira in tudi mi, ko smo recimo kot ekipa, če lahko govorim bolj z tega vidika, smo doživeli vsaj preko napotkov več prepovedi snemanja kot pa dovoljen. Kup nekih omejitev je, česa ne smeš početi, zato ker pač skušajo, da je res čim bolj varno vse skupaj potekati. Moramo vedeti, to je puščava, kjer ni hiša ob hiši, ampak je to razdalje, ne vem, 50 km ali pa 100, ko je mogoče kakšen resort, ker se lahko odpočiješ, kaj nabaviš, ne, vmes ni ničesar, razen puščave, ne, in zato so te omejitve toliko verjetno narejene in tudi nam ni bilo lahko, ne, nismo smeli iz avtomobila snemati, drona nismo smeli uporabljati, ne, kup nekih stvari, tako da Še dobro, da ste kaj domov prinesli. Je pa res Še težko, dobro, da kaj ko je imamo. ura 10 zvečer, Ja. pa zares vidiš in doživiš, da je zunaj 46 stopinj Celzija. To, dokler, tako kot je rekel Borut, nisi tam in vidiš te temperature in si rajši v avto, kot da greš ven, si ne moreš Kaj šele predstavljati. teč? Ja. Ne, Plus veter, ki ti piha, kot da bi se Dajmo, nehaj. peskom drobnim. In Mirko mora to teči, v bistvu. Mirko, kaj je drugo leto? Še drugo leto ponovitev ali kdaj drugo, naslednje leto Badwater 135, še kdaj? Če bo Chris Kotman odločil, da jo sprijavil, se bom. Seveda. To je volja. Jaz takšne nimam, pa je verjetno nikoli ne bom imel. Hvala lepa za obisk, pogovor, vse dobro želim.